na še enem od predavanj na temo iz obdobja socializma. Danes gostimo magistra Zvezdana Markoviča iz Vojaškega muzeja Slovenske vojske, s katerim že leta zelo uspešno sodelujemo. Polje njegovega pričevanja predvsem v bistvu zgodovina vojaških organizacij na Slovenskem, v srednjeevropskem in pa jugovzhodnem evropskem prostoru. Je avtor številnih tudi muzejskih predstav, člankov, monografij in tudi v bistvu aktiven član številnih organizacij doma in v tujini. Danes nam bo predstavil v bistvu zelo zanimivo tematiko in sicer z naslovom Manevri Svoboda 71, o katerih bo praktično v nadaljevanju govoril. Ne, mogoče tukaj sam še opomnim na eno zanimivost in sicer smo prav zato priložnost iz naših depojev za današnji dan predstavili tudi uniformo enega osvobodajočih na strani modrih, strani Potočarja, Lazarja, ki si ga lahko potem v nadaljevanju tudi ogledate. Zdaj pa kar predajal besedo. Hvala lepa za predstavitev in pa seveda za vabilo in možnost, da v sklopu predstavitve tega res po svoje zanimivega obdobja slovenske zgodovine v 20. stoletju, se pravi obdobja med koncem druge svetovne vojne in pa slovensko osamosvojitvijo in prehodom v nacijo, danes pregovorimo tudi o enem segmentu, katerega se zlasti moška populacija dostikrat ob tako družbi spomne, kako smo preživljali svoja vojaška leta, nekateri kot vojaki na služnju vojaškega roka, nekateri pa na šolanjih in pa potem tudi kot aktivni pripadniki zaposleni v jugoslovanski ljudski armadi, oziroma lahko rečemo tudi v drugi komponenti teh skupnih oboroženih sil, tudi v teritorialni obrambi. In ravno letos, ko obeležujemo toliko nekih obletnic, se je tudi med drugim zgodilo nedolgo nazaj, da je minilo 50 let od, da rečemo, največjih vojaških vaj oziroma vojaških manevrov, ki so se nam vtisnili in so zapisani v našem zgodovinskem spominu pod imenom Svoboda 71 ali kot dostikrat pogosteje tudi slišimo Sloboda 71. Namreč treba je vstopiti v nek zgodovinski kontekst, v katerem se je znašla ta nekdanja skupna država in sicer leta 1945 vemo, da so novembra se tudi na prostorih te države izvedle volitve, na katerih so tudi lahko nastopile, kandidirale, kot rečemo, meščanske stranke, vendar so bile takšne okoliščine, seveda, da so bili vzvodi oblasti dejansko v rokah ene stranke oziroma komunistične partije Jugoslavije, ki se pa nekaj let pozneje, 1952. leta, na kongresu v Zagrebu preimenuje v Zvezo komunistov. Zato nas tudi ne preseneča, da je pravzaprav komunistična partija Jugoslavije na teh volitvah ni imela pravzaprav nobene konkurence in da je seveda tudi gladko zmagala. Zakaj to v uvodnem delu poudarjam in izpostavljam? Zato, ker oborožene sile oziroma jugoslovanska armada, kot se takrat imenuje, izhaja ravno iz aktivnosti narodnoosvobodilnega gibanja in pa pravzaprav aktivnosti komunistične partije v tem obdobju druge svetovne vojne na naših tleh. In pa zato nas tudi ne preseneča, ko dostikrat, ko beremo tudi literaturo, ki je
izhajala v tistem obdobju, se pravi konec 40., 50., 60. leta in tudi pozneje, ko se poudarja tudi ta ideološka povezanost med Zvezo komunistov in pa Jugoslovansko ljudsko armado. Dostikrat se je slišalo tudi izjave, češ Jugoslovanska ljudska armada je otrok Zveze komunistov, komunistične partije in seveda bo tudi kot takšna branik sistema, ki je bil vzpostavljen v nekdanji tej skupni državi. Seveda, sama Jugoslavija in z njo tudi oborožene sile so se znašle v neki takšni zanimivi situaciji po drugi svetovni vojni. Namreč vemo, da svet je bil razdeljen na dva bloka, še posebej evropski prostor, na eni strani imamo zahodni blok ali severnoatlantsko zavezništvo, NATO pakt, kot je poimenovano, ustanovljeno 1949. leta in nekaj let pozneje, 1955. leta, tudi se ta blok vzhodnih evropskih socialističnih držav združi v tako imenovano Varšavsko zvezo oziroma Varšavski pakt. Seveda, Jugoslavija se znajde že pred tem 1955. letem v eni takšni nenavadni situaciji, namreč pride do nekega razkola med voditeljema tega države, vodilne države v tem vzhodnoevropskem bloku, Stalinom in pa voditeljem Jugoslavije, se pravi Josipom Brozom Titom, za katerega vemo, da je tudi v obdobju druge svetovne vojne bil povišan v čin maršala, tako skratka tudi najvišji čin, ki ga nihče pozneje za njim v Jugoslovanski ljudski armadi ne doseže, samo za njega je bil rezerviran ta čin. In seveda pride do tega razkola 1948. leta, ki ga poznamo pod imenom pač razkol, spor z Informbirojem. Seveda, Jugoslavija se potem znajde v neki takšni situaciji, ko se čuti ogroženo tudi z vzhoda, hkrati pa še vedno ima nerazrešene, da rečemo, težave, izzive z vzpostavitvijo zahodne meje proti Italiji in pa statusom tržaškega pristanišča, Trsta in tako naprej. Skratka, v enem takem nezavidljivem položaju se znajde, ampak po drugi strani v začetku 50. let nas ne bo presenetilo, da pa na Zahodu, zlasti Združene države Amerike, vidijo priložnost, da približajo režim v Jugoslaviji in samo Jugoslavijo na svojo stran in zato tudi se začnejo intenzivno izvajati sodelovanje tudi na vojaškem področju in predvsem na vojaškem področju z Jugoslavijo. Zato nas ne preseneča danes, ko gledamo za nazaj, da se naenkrat na jugoslovanskem ozemlju pojavi tudi oborožitev iz Zahoda, kajti moramo vedeti, da Združene države Amerike in pa Severnoatlantsko zavezništvo v tem obdobju išče neko priložnost zaščititi svoje južno krilo in pa te, da rečemo, ne samo taktične, ampak kar strateške smeri povezovanja vzhodne in pa zahodne Evrope, te smeri, ki povezujejo vzhodnoevropski in pa zahodnoevropski prostor. In zato tudi Združene države Amerike in pa Severnoatlantsko zavezništvo jugoslovanski državi in pa jugoslovanski ljudski armadi pošljajo vojaško tehniko kot pomoč, zlasti za dve območji, in sicer eno je na severozahodu območje Republike Slovenije in pa na jugovzhodu območje Makedonije.
To je tudi eden od razlogov, zakaj se tudi je našla ta tehnika pozneje poleg vzhodne sovjetske vojaške tehnike in opreme na naših tleh. Treba je vedeti še eno stvar, da na našem ozemlju Severnoatlantsko zavezništvo izjemen pomen daje tako imenovanim Postojnskim in pa Ljubljanskim vratom. Ljubljanska vrata nekako jih lahko pozicionirate tako, kot rečemo včasih tudi in vojaški zgodovinarji, pa tudi vojaški strokovnjaki pozicioniramo med Grajskim gričem in pa Rožnikom. Po drugi strani se pa odprejo tudi druga ljubljanska vrata z izgradnjo obvoznice okoli Ljubljane. In potem tako, da govorimo o dvojih ljubljanskih vratih danes. Tisto Postojnska vrata pa že samo po sebi so nam tudi znana in vemo, kakšen pomen je, ker nazadnje vidimo tudi, kako tranzit čez Republiko Slovenijo poteka in kako se tudi danes te tradicionalne, zgodovinske, strateške in pa taktične smeri uporabljajo tudi v civilnem tem vsakdanjem življenju. Zdaj, če pa pogledamo potem še malce naprej, skratka, zanimiva je ta situacija, glede na ta ideološki predznak jugoslovanske države, na drugi strani članic Severnoatlantskega zavezništva, da se vzpostavi to sodelovanje. Poznamo tudi te teze o poskusu, da bi se Jugoslavijo vključilo tudi, učlanilo, sprejelo v članstvo Severnoatlantskega zavezništva v prvi polovici 50. let. Čeprav je treba povedati tukaj, da so bili seveda zadržki predvsem med temi članicami pri skandinavskih državah in pa Veliki Britaniji. Namreč vedno so poudarjali v teh pogovorih z Združenimi državami Amerike, da ne pristajajo na članstvo v Severnoatlantskem zavezništvu nekega režima, ki je označen kot nek avtoritarni, diktatorski režim, in da takšen režim nima mesta med ostalimi članicami Severnoatlantskega zavezništva. Seveda, je pa zanimivo brati ta poročila v tej prvi polovici 50. let, ko pa tudi kakšno leto pozneje, ko tudi Jugoslavija v temu sklopu sodelovanja pošilja svoje pripadnike, oficirje, častnike na šolanje v Združene države Amerike in kako se potem tam soočajo z nekimi dilemami, ki temeljijo na tem ideološkem predznaku, kako bodo oni potem sodelovali tam s pripadniki oboroženih sil Združenih držav Amerike in potem pa tudi neka pričevanja, spomini obstajajo, kjer opisuje, kako so potem izmenjavali z Američani svoje petokrake na kapah, tisto, ki so jih imeli na uniformah, z nekimi njihovimi insignijami, tako oznakami, ki so jih imeli pa ameriški vojaki. Tako kot zanimivo samo lahko to omenimo. Ampak nekje v začetku druge polovice 50. let 20. stoletja se pa začnejo zopet seveda po smrti Stalina in pa prihodom Nikite Hruščova na čelo v Sovjetski zvezi, te odnosi med Jugoslavijo in pa Sovjetsko zvezo zopet vzpostavljati in seveda se Jugoslavija zopet začne približevati tudi samemu vzhodnemu bloku. Treba je vedeti, da Jugoslovanska ljudska armada je zagotovo bila ena najpomembnejša varnostna komponenta v nekdanji skupni državi. In zato nas ne preseneča, da jo je v celoti financirala vlada iz zveznega proračuna, ampak ravno to financiranje je bilo tudi breme republik in pa avtonomnih pokrajin. Kot sem že omenil, tisto dejstvo je, da je Jugoslovanska ljudska armada, oziroma kot se imenuje sprva Jugoslovanska armada, da je
nastala iz teh enot narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije, ker vemo, da do tega preimenovanja pride v začetku marca 1945. leta. Zdaj, kakšni razlogi so bili, seveda politični razlogi tukaj, da tudi Tito svojim režimom tisto pokaže, da delujejo kot neka organizirana država, tisto, in da imajo svoje oborožene sile. Zdaj, komunistična ideologija, kot sem povedal, je bila zagotovo sestavni del jugoslovanske ljudske armade. In seveda nekako lahko ugotavljamo, da nadaljnji razvoj dogodkov, ki se v Evropi odvija, pripelje do tega, da začnejo tudi v samem vrhu oboroženih sil, tako v generalštabu kot tudi v Zveznem sekretariatu za ljudsko obrambo, razmišljati o tem, kaj se lahko zgodi Jugoslaviji v primeru, da bi se odločili v vzhodnem bloku in pa seveda v Moskvi, da izvedejo podoben scenarij, kot se je izvedel ob tako imenovani praški pomladi na Češko-Slovaškem 1968. leta. In zato seveda je bilo potrebno tudi začeti popularizirati v širši javnosti jugoslovanske oborožene sile oziroma jugoslovansko ljudsko armado in pa tudi novo doktrino splošne ljudske obrambe, ki pa se je začela v tistem času intenzivno razvijati. Seveda, v skladu s to doktrino so bile ustanovljene kot nov sestavni del tudi oboroženih sil Socialistične federativne republike Jugoslavije, tudi enote teritorialne obrambe po posameznih republikah in pa avtonomnih pokrajinah. Skratka, želeli so prikazati, da je obramba in pa obrambne zadeve v Jugoslaviji, da so dejansko najširša oblika organiziranja delovnih ljudi in državljanov za oborožen boj. In dejstvo je, da je jugoslovanska ljudska armada vse do smrti Josipa Broza Tita maja 1980. leta tisto bila pod neposrednim vplivom samega maršala kot vrhovnega poveljnika oboroženih sil skupne države. Zdaj, če gledamo druga posebnost jugoslovanske ljudske armade v tem sklopu tega zgodovinskega in pa družbenega ozadja, ki pripeljajo do tega, da se začnejo izvajati in se izvedajo vojaške vaje oziroma manevri Svoboda 71, pa je bila tudi narodnostna sestava oboroženih sil oziroma jugoslovanske ljudske armade konkretno. Čeprav je bila jugoslovanska ljudska armada, tako da rečemo nominalno zvezna inštitucija, njena sestava zagotovo ni bila, da rečemo, proporcionalno narodnostno uravnotežena. In v njej so seveda nadpovprečno bili zastopani Srbi, nadpovprečno tudi Črnogorci zastopani v jugoslovanski ljudski armadi. Hkrati, pa veste, kaj je bila tudi značilnost jugoslovanske ljudske armade, da v njej prevladujejo na najvišjih položajih, to je zanimivo, tudi Srbi, ki so izhajali z ozemlja Hrvaške in pa Bosne in Hercegovine. Ne nazadnje, če pogledate tudi, glede na to, da letos obeležujemo 30. obletnico osamosvojitve Republike Slovenije, in če se ozremo samo na načelnika generalštaba oboroženih sil SFRJ, generala Blagoja Adžića, spomnite se, kolikokrat je on poudarjal svoje poreklo iz Bosne in Hercegovine in izražal svoje travme nad tem, koliko je izgubil familije v času druge svetovne vojne strani ustašov. Tako je, skratka, je s tem opravičeval tudi nekatere svoje odločitve za ukazovanje
aktivnosti enot Jugoslovanske ljudske armade na Hrvaškem in pa tako tudi pozneje v Bosni in Hercegovini. Socialistična republika Slovenija je bila tudi ena od teh zveznih enot nekdanje skupne države, in po koncu druge svetovne vojne lahko rečemo, da režim v Socialistični republiki Sloveniji se ni kaj bistveno razlikoval, kakor v preostalih delih te nekdanje skupne države. Skratka, če rečemo, da tudi na Hrvaškem je bil recimo režim represiven, tudi na Slovenskem ima neke karakteristike s to časovno distanco ta režima, ne tisto. In pa seveda, ko se tako spustimo v proučevanje, prebiranje arhivskega gradiva iz tistega obdobja po drugi svetovni vojni v 40-ih, 50-ih letih 20. stoletja, je zanimivo, da tudi lahko vidite, da dejansko ne predvidevajo neke možnosti, da bi se razvila kakšna opozicija režimu, in pa tudi opozicija na področju družbenega delovanja. Zdaj, na deklarativni ravni je Jugoslavija tudi vodila neko politiko enakopravnosti. Dejansko pa, ko gledamo te značilnosti te skupne države, bomo ugotovili, da imamo v teh prvih letih in pa tudi prvih desetletjih po drugi vojni težnje, da bi Jugoslavija bila zelo centralizirano urejena skupna država, in seveda glavno mesto v Beogradu in da se vlada iz Beograda. Zato tudi v tem obdobju, lahko rečemo, posledično Slovenija ni imela nekih močnih takšnih vzvodov, da bi lahko vplivala na lastno usodo, kar se je pokazalo tudi na gospodarskem in pa tudi upravnem področju. Zdaj, če pogledamo to skupno državo, bomo ugotovili tudi eno zanimivost v naši sosedi, na Hrvaškem, da pravzaprav v teh upravnih službah, institucijah je delež Srbov tudi presegal na Hrvaškem glede na narodnostno ta odstotek narodnostne zastopanosti na Hrvaškem. Zdaj, še posebej se to je izražalo na nekaterih forumih, tako da rečemo, tudi lahko rečemo platformah družbenih, tisto, kjer so seveda, ko se je izpostavljala problematika, veste, tako narodnostne zastopanosti v posameznih teh strukturah, tudi v Jugoslovanski ljudski armadi se je zelo hitro prehajalo na tisto označevanje nekoga kot nacionalista, simpatizerja nekih reakcionarnih sil. Skratka, ni bilo zaželjeno, da bi se kritično presojalo razmer v teh, da rečemo, skupnih službah. Zdaj, če pogledamo, zanimivo je to, da tudi dostikrat se nekateri pritožujejo nad takšnim odnosom, tudi prvoborci, visoki oficirji, tudi pripadniki partizanskih enot. Nenazadnje lahko tukaj tudi izpostavimo našega generala Jako Avšiča, kolikokrat je poudarjal obljubo Josipa Broza Tita, ki mu je dal, da Slovenija bo vendarle po koncu vojne imela neke specifike na področju vojaške organiziranosti in da tudi slovenski jezik bo poveljevalni jezik v vojski, vsaj na slovenskem ozemlju, tisto. Zdaj, če pogledamo vzporedno s tem procesom, pa se s temi procesi in dogajanji, pa se v posameznih republiških vodstvih
v teh 60 letih, a ne tisto koncem 60 let, začnejo uveljavljati neke nove osebnosti, a ne. In tisto, kar je zanimivo, je to, da te novi, kot rečemo, nove politične osebnosti stremijo k neki liberalizaciji družbe, a ne. Ampak še vedno tukaj so med posameznimi federalnimi enotami neka nezaupanja in pa tudi, lahko rečemo, tako vsi ti politiki čutijo neko potrebo vendarle varovanja interesov lastnih teh enot nekdanje skupne države. Zagotovo eden od teh prelomov, ko omenjamo liberalizacijo, eden pomembnejših dogodkov je bil tudi tako imenovani Brionski plenum, 1966. leta, ko se odstavi z položaja zelo vplivno osebnost Aleksandra Rankoviča, pravzaprav, ki je obvladoval službo državne varnosti, UDBO, kot rečemo, in ki je bil eden od pomembnih zagovornikov unitaristične, centralistične države. Vendar, ko pogledamo potem dogajanje naprej, vidimo, da pa se vendar v tej skupni državi začnejo neki procesi v posameznih enotah, mimo katerega ne moremo tudi, je pa zagotovo dogajanje na Hrvaškem v začetku 70. let, koncem 60. 70. let 20. stoletja, ki ga poznamo danes pod izrazom maspokane. In veste, tisto, kar je zanimivo pri temu procesu, zagotovo je šlo tudi za spopad unitaristov in pa zagovornikov decentralizacije te skupne države. Hkrati je tisto, kar je zanimivo, da sprva do teh politikov, kot smo videli na tej drsnici, Savko Dapčević, Kučar in pa Miko Tripala v družbi z Josipom Brozom Titom, da Tito še v letu 1971 ima neke simpatije do teh politikov. Treba je povedati, da pa določeni krogi so videli vendarle se ogrožene v tem spopadu med unitaristi v Beogradu in pa med, da rečemo, zagovorniki večjih pristojnosti in avtonomije, večjih pooblastil na Hrvaškem. Tukaj lahko povemo, da na eni strani se potem oblikuje neka takšna koalicija, namreč imamo posamezne republike, ki imajo svoje interese, recimo Slovenija tukaj čuti nevarnost, ukolikor bi se Hrvaška okrepila, da bi izgubila tisto vlogo, ki jo je dostikrat imela v teh spopadih, neke arbitrarnosti, in pa bi izgubila ta pomen potem v Beogradu. Po drugi strani, Bosna in Hercegovina je zaskrbljena zaradi možnosti izbruha nekih širših medetničnih spopadov na ozemlju Bosne in Hercegovine. Zdaj, Makedonija, Črna Gora, tudi v avtonomni pokrajini Kosovo oziroma Kosovo in Metohija, pa so v strahu, da če bi se okrepile določene struje, ki zagovarjajo to liberalizacijo, da bi preprosto se nehalo namenjati finančna sredstva za nerazvite v tej skupni državi. Skratka, vsak je imel nek svoj interes in tisto, kar je pa zanimivo, v vsemu temu prepletu dogodkov pa se pojavi tudi vrh Jugoslovanske ljudske armade, ki pa tudi zagovarja svoje interese, namreč čutijo neko nevarnost, da bi lahko z večjo avtonomijo in pa večjimi pristojnosti republiških vodstev potem se začelo oblikovati neke tako republiške teritorialne armade in seveda skušajo močno zamejiti
moč republik na področju obrambe. No, zdaj seveda, če pogledamo tukaj tudi to leto 1971, nekako so potem tudi se začele te akcije za strmoglavljanje tega vodstva v Republiki Hrvaški, tisto. In zanimivo je, da je tukaj tudi ena zgodba enega obveščevalnega konstrukta, da to vodstvo vzpostavilo stike in pa sodeluje tudi s hrvaško politično emigracijo v tujini. In konkretno so govorili o tem v tem konstruktu, da so vzpostavili stike z Branimirom Jeličem, ki pa je v tistem času naj bi zagovarjal neko vzpostavitev stikov Sovjetsko zvezo, ki bi potem se nekako zgodba pripeljala do tega, da bi se vzpostavila spet neka neodvisna hrvaška država, tisto s pomočjo Sovjetske zveze in Moskve in pa seveda, ki bi bila naklonjena temu vzhodnemu bloku. Zdaj ta domnevna kolaboracija s hrvaško politično emigracijo in pa ta emigracija, ki je v tem konstruktu bila vključena, naj bi sodelovala s Sovjetsko zvezo, je bila seveda en tak idealen okvir za kompromitiranje tudi teh hrvaških politikov. In konec aprila 1971. leta je potekala 17. razširjena seja Zveze komunistov Jugoslavije na Brionih, kjer so tudi pričakovali padec hrvaškega vodstva. Tito je takrat tudi opozoril na pojav nacionalizmov v Jugoslaviji in pa, da te nacionalizmi ogrožajo na eni strani enotnost države in pa seveda, da bodo tisto, da rečemo, tisto gorivo, surogat za izbruh medetničnih sporov, konfliktov na ozemlju te skupne države. Seveda, seja se je zaključila s ugotovitvijo, da je nacionalizem v tistem trenutku največji sovražnik razvoja jugoslovanske družbe. Tisto, kar pa je bilo tudi zelo indikativno na tej seji, pa je tudi izjava, da je jugoslovanska ljudska armada tista sila, ki je pripravljena sprejeti spopad z neko kontrarevolucijo oziroma proti revolucijo. In zanimivo je to, da je Mika Tripalo v tistem trenutku opozoril Josipa Broza Tita, da v primeru uporabe jugoslovanske ljudske armade v nekih teh napetostih med posameznimi republiškimi vodstvi in pa centrom v Beogradu, bi bila to nedemokratična uporaba jugoslovanske ljudske armade in pa seveda, da bi to pomenilo poraz politike Zveze komunistov Jugoslavije. No, v tistem obdobju, se pravi v prvi polovici 1971. leta, je hrvaško vodstvo še uspelo preživeti na svoji poziciji, ampak se pa že začnejo tudi neke aktivnosti tudi v vojaškem vrhu, ki bi pa dale jasno slutiti, da jugoslovanska ljudska armada ne bo dovolila nekih poskusov, ki so prihajali in pa neke ideje, da se uveljavijo neke ideje, ki so prihajale iz Ljubljane in pa iz Zagreba. Namreč, tisto, kar je zanimivo, politiki v Ljubljani in Zagrebu določeni so začeli zahtevati večji politični nadzor nad delovanjem generalov vodstva jugoslovanske ljudske armade in pa nekaterih enot v jugoslovanski ljudski armadi.
Zdaj, če pogledamo, 30. junija 1971. leta je bil tudi napovedan začetek reforme federacije, ki naj bi se končala s sprejetjem nove zvezne ustave. Vemo, da potem 1974. leta je bila ta ustava sprejeta in spomnimo se tudi teh izjav zadnjega zveznega sekretarja za ljudsko obrambo, generala Veljka Kadijeviča, da pravzaprav je bila ta ustava potaknjena Beogradu in tudi, da je to bil en zavestni konstrukt Edvarda Kardelja, da zruši enotnost Jugoslavije in pa tudi moč jugoslovanske ljudske armade kot tiste glavne komponente teh skupnih oboroženih sil. Ampak s tem, ko se je začel ta proces sprejemanja nove ustave, spremembe ustave, se je tudi začel proces decentralizacije in pa krepitve republikane, vloge republikane. Seveda, največ teh kritik je prihajalo ravno iz Srbije, tisto, in pa iz krogov tako imenovanih unitaristov, ker so v tem videli, kot sem že prej omenil, razgradnjo Jugoslavije. Tisto, kar je zanimivo, veste, je tudi dejstvo, da nekateri nasprotniki spreminjanja ustave so celo vzeli na tarčo kritik samega Josipa Broza Tita. Zdaj pa lahko rečemo, da pravzaprav se je Tito vendarle uspel uspešno obraniti teh kritik in pa v tem obdobju, koncem 60. in pa v začetku 70. let 20. stoletja, Tito dejansko potem se začne naslanjati na jugoslovansko ljudsko armado. Zdaj, seveda, omeniti je treba v kontekstu tega dogajanja tudi četrto konferenco Zveze komunistov Hrvaške, ki je potekala v Zagrebu tako kot sredi julija, 12. 13. julija 1971. leta. In zaključki te konference so nakazovali, da se pravzaprav začenja nek nov krog soočenja s hrvaškim nacionalizmom. Glede na to narodnostno sestavo, ki je bila na Hrvaškem, nas ne preseneča tudi, da so na tej konferenci tudi ogromno članov Zveze komunistov Hrvaške po narodnosti Srboje prisustvovalo. Je pa tudi treba omeniti, da so se seveda 27. julija 71. leta so na eni izmed proslav zelo z velikim navdušenjem pozdravili Srbi na Hrvaškem govor Draže Markovića, tisto, in pa so, ki je bil kot nekatere priče te proslave, govorijo zelo usmerjen v poveličevanje vloge Srbov za osvoboditev Hrvaške, tisto v drugi svetovni vojni. No, tisto, kar je še značilno za to obdobje, če se ozremo na dogajanje recimo na Hrvaškem, pa je tudi to, da je septembra 1971. Prišlo do novega političnega preobrata, namreč na neki seji 15. septembra 71. leta je Josip Broz Tito hrvaškem vodstvu zagotovil, da bo podprl njihovo politiko in je znova to sprožilo napade iz Srbije in pa unitaristov na krog okoli Josipa Broza Tita. Veste, ko beremo nekatere spomine nekaterih vidnejših članov Zveze komunistov Jugoslavije,
za to obdobje. Nam je zanimivo, kako z neko časovno distanco potem pišejo, da so razočarani bili nad neodločnostjo Josipa Broza Tita. Če se malce pohecam, tako, če mi dovolite, tisto. Mnogi so doživeli razočaranje, ko je odločil se, da bo namesto nemškega ovčarja imel pudla za svojega psa. To je tudi, pišejo, en tak indikativen znak pomehkuženja Josipa Broza Tita. Ampak tisto, kar je pa zanimivo, namreč, da se nekako začne pojavljati nek mit, ali pa morda tudi resnica, da je jugoslovanska ljudska armada začutila potrebo, da se pokaže hrvaškemu vodstvu in pa vsem zagovornikom decentralizma, da ne bo dovolila slabitve skupne države. In v takšnem političnem kontekstu se je začelo tudi razvijati zamisel, idejo, da se pripravijo veliki vojaški manevri pod imenom Svoboda 71. Sam ukaz za organizacijo in izvedbo manevra je bil izdan 15. marca 1971. leta. Tisto, kar je pa zanimivo tudi, da junija 1971. leta prvič obvestijo javnost, da bodo potekali manevri. V skladu z ukazom so bili manevri predvideni, v izvajanje manevra je bilo predvideno v obdobju med 25. septembrom pa do 15. oktobra 1971. leta, vendar dejansko naj bi manevri trajali 5 dni. Naj ne bi dekot toliko trajali. Zdaj, sprejeti načrt je predvideval, da bodo manevri vsebovali predstavitev tematskih vaj, in sicer bilo je mišljeno, da se bo prikazalo premagovanje in obvladovanje vodne ovire oziroma reke med premikom oklepno mehaniziranih enot, potem obramba reke, tisto predvsem mostišč, da se bo moral izvesti zračni desant in pa protidesantni boj in pa protinapad z bojnim streljanjem. To še posebej je treba biti pozoren, da so se odločili, da se bo izvajalo bojno streljanje, se pravi z bojnim strelivom, da bodo enote nastopale na vojaški vaji oziroma na vojaških manevrih. Zanimivo je to, da Svoboda 1971. Vojaški manevri niso bili prvi vojaški manevri jugoslovanske ljudske armade oziroma oboroženih sil. Namreč prvi manevri so bili izvedeni leta 1949 na območju Šumadije v centralni Srbiji. Po svoje nas to niti ne preseneča. Namreč že uvodoma, in zato sem tudi omenil spor Jugoslavije z Informbirojem, in pa v tistem obdobju pričakujejo možnost napada tega bloka socialističnih držav in seveda, odkot bi lahko do tega napada prišlo. Neke izkušnje vendarle so črpali tudi iz druge svetovne vojne. Spomnimo se, letos je tudi, če smo rekli, 50 let je minilo od manevrov Svoboda 71, je minilo 80 let od aprilske vojne 1941. leta in ravno nastop nemške 12. armade z bolgarskega ozemlja je presekal to strateško smer umika vojske Kraljevine Jugoslavije po Moravsko-Vardavski dolini in pa tej strateški smeri na grško ozemlje v zaledje Soluna, in so seveda tudi takrat pričakovali morebitni napad z bolgarskega ozemlja. Tako da to je prvi tak večji manever bil na ozemlju
te nekdanje skupne države in pa jugoslovanske takrat armade, ne jugoslovanske ljudske armade. Ne. Kot zanimivost naj omenim, da na teh manevrih je sodelovalo okoli 20,000 pripadnikov jugoslovanske armade iz vrst kopenske vojske in pa vojnega letalstva. Ne. Izkušnje so bile seveda potem vključene teh manevrov v uredbe in pa ostale doktrinarne dokumente za uporabo v vseh delih, vseh zvrsteh vojske oziroma vseh rodovih in službah kopenske vojske kot tiste najmnožičnejše zvrsti jugoslovanske armade, jugoslovanske ljudske armade in pa tudi vojnega letalstva. Pardon, se vpričujem. No, malo pozneje, 4 leta pozneje, pa so izvedli, takrat jugoslovanska ljudska armada izvede septembra 1953. leta druge manevre, ki pa so bili izvedeni, so potekali na hrvaškem ozemlju, a ne tisto. In sicer v širši okolici Zagreba. Vse skupaj je bilo v kontekstu tržaške krize, a ne, in sodelovalo je na teh manevrih približno 50,000 pripadnikov vojske in pa vojnega letalstva. In tretji manevri v socialistični Jugoslaviji pa so bili ravno te manevri, ki jih danes obravnavamo, Svoboda 71. Seveda v skladu s takrat sprejeto novo razvijajočo se doktrino splošne ljudske obrambe oziroma splošnega ljudskega odpora. Namreč želeli so prikazati tisto nastop oboroženega ljudstva. Ne. Vse segmente družbe bodo vključili v primeru izbruha vojne oziroma napada na državo. In s tem tudi, da se prikaže, da je pripravljenost jugoslovanske družbe kot celote na morebitno vojno. Če na kratko samo povzamem, na manevrih je sodelovalo okoli 40,000 pripadnikov vojske, vojnega letalstva in pa zračne obrambe, teritorialne obrambe oziroma partizanskih enot, mladinskih enot, civilna zaščita in pa tudi vse družbene strukture sodelujejo na teh manevrih. Zdaj, predvideno, če se samo na ta zemljevid ozremo, predvideno območje delovanja, zajemanja tega manevrov je bilo ozemlje, seveda, že večkrat sem omenil, Socialistične republike Hrvaške, del ozemlja Socialistične republike Slovenije in pa Socialistične republike Bosne in Hercegovine. Torej, širše območje, če vidimo zgoraj Bele krajine, potem Kordun, Banija, Lika, zahodna Bosna. No, tukaj je treba povedati, tako kot na vseh teh vojaških manevrih, in vidite tukaj na tem karti izrisano enote z rdečo barvo in pa z modro barvo. In tukaj vas moramo opozoriti, je razlika v tistem času od današnjih časov, namreč v tistih časih se z rdečo barvo riše naše sile, rdeči so bili tisti domači, branilci, medtem ko modri naj bi bili potencialni nasprotnik, napadalec. In če se ozremo na te znamenitosti teh manevrov, to, kar je za nas pomembno, je, da za poveljnika modrih oziroma potencialnega nasprotnika, sovražnika, so določili generala Staneta Potočarja Lazarja, takrat tudi poveljnika 9. armade, ki pa pokriva slovensko ozemlje. Če že omenjamo 9. armado in pa to obdobje
koncem 60-ih let, začetek 70-ih let 20. stoletja, ne samo vam še omenim, da 1968. leta je potekala predzadnja velika reorganizacija Jugoslovanske ljudske armade oziroma oboroženih sil skupne države. Seveda, gre v kontekst tudi dogajanja že prej omenjene praške pomladi in pa operacije Donava, se pravi, operacije, ki jo izvaja vzhodni blok proti Češko-Slovaški, in v tej operaciji je treba povedati, da ne sodelujejo samo enote iz Varšavskega pakta, ene članice, to je Romunije. Skratka, Nikolaj Ceausescu se je odločil, da svojih enot ne bo angažiral v zavezništvu. Vendar, treba je povedati eno dejstvo, ki ga odkrivamo vojaški zgodovinarji v zadnjih nekaj letih, a ne da rečem zadnjih 10 letih. Namreč vedno več indicov je, ko prihajamo do tega primarnega arhivskega gradiva, tudi kolegi v Moskvi ali pa v Bukurešti, a ne tisto, da je obstajalo soglasje Moskve, Brežnjeva, ki izvaja to svojo doktrino omejene suverenosti držav, zato pa tudi intervencija na Češko-Slovaško, da naj bi Romunija odigrala dvojno vlogo v tej zgodbi, namreč, češ, ne podreja se Nikolaju Ceausescu Romunija Moskvi, Bukurešta se ne podreja Moskvi in zato bo pridobila simpatije na Zahodu. In dejansko potem, ko gledamo, Zahod intenzivira odnose z Romunijo po operaciji Donava in pa da je potem Romunija pridobiva določene informacije od Zahoda in jih naprej posreduje v Moskvo. Skratka, ena takšna zanimivi indici, ki se pojavljajo o tej dvojni vlogi Nikolaja Ceausesca, njegovega režima in pa Romunije v tistem obdobju. Za nas pa seveda je poleg tega, da 9. armada igra vlogo modrega in pa poveljuje tem enotam general Potočar, je zanimivo, da pa 6. armada na Hrvaškem pa ima vlogo rdečega. Veste, to je ena označilnost tudi manevrov, zaradi prisotnosti tujih opazovalcev na manevrih, ker so manevri zbudili velik interes, tako pri vojaških atašejih v Jugoslaviji, a ne tisto tujih vojaških atašejih, in pa tudi poročevalcev, novinarjev, so potem želeli spremembo poimenovanja enot, številk, zamaskirati udeležbo dejanskih enot na teh manevrih. Tisto, kar je tudi zanimivo, je to, da je za obveščanje javnosti bila ustanovljena tudi posebna informacijska skupina, katere vodja je bil imenovan za vodjo te skupine je bil general, ki sem ga že prej omenil, Veljko Kadijević. In seveda poročanje o poteku manevrov je imelo namen predstaviti te vključevanje pomembnih teh človeških in pa materialnih virov sil kot nujnost pri preverjanju učinkovitosti sistema splošne ljudske obrambe oziroma splošnega ljudskega odpora, a ne tisto. Seveda, eden od končnih namenov tega poročanja o poteku manevrov pa je bil tudi, da se širši javnosti in pa vsem državljanom
Jugoslavije nekako predstavi samo doktrino in pa tudi, da se jih poduči, da so manevri in ta poročila nekakšno šolanje vseh državljanov, kako bi bilo potrebno delovati v primeru vojne oziroma napada na Jugoslavijo. Če pogledamo scenarij tudi manevrov, vidimo, da so predvideli nek spopad, neko vojno bolj lokalnega značaja, v kateri pa se naj ne bi uporabljalo, naj sovražnik, napadalec, ne bi uporabljal jedrske oborožitve, jedrskega orožja, pa tudi naj ne bi uporabljal, da rečemo, tako, kemičnega, biološkega orožja, a ne tisto. Zdaj, kot sem rekel, zanimivo je pogledati tudi nacionalno strukturo najvišjega poveljniškega kadra, ki je bilo povezano z manevri. Namreč, ta struktura je pokazala vso upravičenost za iskanje takratnega uravnoteženosti narodnostne sestave jugoslovanske ljudske armade. Tisto, kar je pa za nas zanimivo, pravzaprav na teh ključnih položajih prevladuje od Slovencev general Potočar, tisto, 4 generali so bili hrvaškega porekla, tisto, večina generalov pa je bilo Srbov. Med nekako vodstvenim kadrom je treba povedati spet to, da je pravzaprav iz Srbije konkretno prihajal samo en general, ostali so bili Srbi, zopet tisto, kar sem na začetku omenil, iz Bosne in pa Hrvaške. Zdaj, seveda, na manevrih so sodelovale tudi letalske enote in pa tudi padalske enote, ker omenili smo že tudi zračni desant. Imamo tudi utrinek tega zračnega desanta, tukaj konkretno zračni desant izvajajo potem enote rdečega. Če pogledamo številčno stanje na manevrih, tisto sile, bomo ugotovili, da na strani modrih je sodelovalo skoraj 17 000 pripadnikov. V svoji sestavi so imeli 210 tankov, 36 oklepnih transporterjev, 277 kosov artilerijske oborožitve, 116 kosov protioklepnega topništva. No, če pa pogledamo sestavo rdečih, pa bomo ugotovili, da je bilo tako rekoč 23 000 pripadnikov na strani rdečih. Tisto, kar je zanimivo, pa je, da se uporablja na teh manevrih tako oborožitev, ki jo je imela jugoslovanska ljudska armada, pridobljeno iz vzhodnega bloka, kot tudi iz zahodnega bloka. Videli smo že prej tudi primer tanka T-55, po drugi strani pa imamo tudi na manevrih zahodno oborožitev. No, kot sem že omenil, na manevrih sodelujejo tudi enote teritorialne obrambe in ravno te enote naj bi predstavljale tisto prikaz najširše oblike oboroženega ljudstva oziroma državljanov in pa ki bodo vključeni za oboroženi boj na celotnem ozemlju. Tisto, kar je, ko analiziramo
manevre, tudi Svoboda 71 z stališča Slovencev problematično, je to, da pravzaprav vidimo, kako se izdelujejo te vojni načrti v generalštabu Jugoslovanske ljudske armade. Namreč obramba naj bi se začela na hrvaškem ozemlju in pa naj bi se izvajala potem na ozemlju Bosne in Hercegovine. Kar nam daje jasno vedeti, da je vrh predvidel Jugoslovanske ljudske armade in pa na Zvezdnem sekretariatu za ljudsko obrambo so predvideli, ta vojaški vrh predvidel slovensko ozemlje kot začasno zasedeno ozemlje. Kar pomeni, da bi potem pripadniki teritorialne obrambe morali dejansko potem izvajati aktivnosti na začasno zasedenem ozemlju. In tukaj se vidi tudi potem ta zaskrbljenost, zakaj se ne bo državni teritorij branil že na samih mejah. Ampak ideja je bila, da se skoncentrirajo sile v središču države in pa potem, da se brani ta predvsem jedro vojaške industrije na ozemlju Bosne in Hercegovine. Zdaj, če pogledamo, jugoslovanska javnost je pričakovano ocenila manevre Svoboda 71 kot uspešne manevre, vojaške vaje. Iz samih strokovnih analiz, ki so pa bile delane po manevrih, seveda, v Zvezdnem sekretariatu za ljudsko obrambo, v generalštabu, pa lahko razvidimo, da so se zavedali, da je bilo veliko težav že med samimi manevri in pa tudi pred začetkom manevrov. Te analize so bile jasno opozorilo, da prihaja do hudih pomanjkljivosti v sistemu vodenja in poveljevanja, v sistemu izvajanja taktičnih postopkov, v sistemu delovanja komunikacijskih sistemov sredstev, tisto. In pa seveda, da ni bila uspešno vzpostavljena kriptozaščita med in pa pred manevri. Prav tako so ugotavljali, da so pomanjkljivosti tudi na področju opremljanja enot in pa tudi oskrbe enot na terenu. Da večjo pozornost bo treba nameniti usposabljanju enot teritorialne obrambe, prav tako tudi vzdrževanju vojaške opreme in pa oborožitve. Seveda, večina teh pomanjkljivosti v analizah so spadale med stroge vojaške skrivnosti. In njihova objava bi seveda lahko povzročila škodljive posledice za sam jugoslovanski obrambni sistem. Namreč prej sem že povedal, da so se odločili v državnem vrhu in pa vojaškem vrhu, da je treba seveda popularizirati po dogodkih na češko-slovaškem jugoslovansko ljudsko armado, krepiti ta občutek o eni najmočnejših armad v Evropi, če ne celo na svetu, in pa tudi krepiti občutek njene nepremagljivosti. In zato nas tudi ne preseneča potem, da smo soočeni potem tudi v 90-ih letih z ukoreninjenostjo tega mita o tretji najmočnejši armadi v Evropi. Ampak seveda s tem, ko ugotavljamo, da jugoslovanska ljudska armada zagotovo ni bila tretja najmočnejša armada Evrope ali pa morda četrta
najmočnejša armada v Evropi, a ne tisto, s tem, da se zastopimo, ne zmanjšujemo pomena uspeha tako Slovenije kot Hrvaške ali Bosne oziroma v tem spopadu z jugoslovansko ljudsko armado v 90-ih letih 20. stoletja, daleč od tega, da ne bi kdo napačno razumel, ko rečemo, da jugoslovanska ljudska armada dejansko ni bila tretja najmočnejša armada Evrope, a ne? Ker tako tudi statistični podatki nas o tem prepričujejo. Drugo pa je vprašanje tudi dejansko, kaj bi se zgodilo, ampak tukaj smo že na polju špekulacij, s katerimi se naj ne bi zgodovinarji ukvarjali ob morebitnem napadu zunanjega sovražnika na skupno državo nekdanjo. Ne. Ampak tisto, kar je zanimivo tudi, veste, dolgo časa, ker sem omenil prej tudi, da je ena od aktivnosti bila tudi izvedba bojnega streljanja. Ne. Ni bilo znano, koliko je žrtev bilo na teh manevrih. Ne. Po dolgem času vendarle nekako smo prišli do nekega podatka, da naj bi vsaj 6 vojakov padlo na teh manevrih. Tisto, kar je tudi zanimivo in pa za nas pomembno, Slovence, slovenske vojaške zgodovinarje, pa je to, kar sem že večkrat omenil. Poveljnik modrih sil je bil general Stane Potočar, ki je sprejel odločitev, da bo dejansko deloval s svojimi silami, kot bi deloval potencialni sovražnik. In zato so bili na strani rdečih v nekem trenutku šokirani nad delovanjem sil modrih in so se dogajali celo preboji položajev modrih, tam, kjer položajev rdečih, obrambnih položajev, kjer niso v nobeni varianti pričakovali sile modrega na teh manevrih. Ne. Tisto, kar je pa bilo pomembno tudi za nas, ne, in kar bi želel tudi v sklopu te predstavitve manevrov povedati, je to, da je Stane Potočar s svojim delovanjem, poveljevanjem navdušil Josipa Broza Tita. In ko je Stane Potočar premišljeval o tem, da bi se upokojil, ga je Tito poklical k sebi v Beograd in mu ni dal neke možnosti izbire, ali bi nadaljeval svojo vojaško kariero še naprej, ali pa bi mu dovolil, da se upokoji. Ampak je preprosto mu rekel, ti si moj izbranec za načelnika, bodočega načelnika generalštaba Jugoslovanske ljudske armade. In Stane Potočar je dejansko tisti načelnik generalštaba, ki je imel najdaljši mandat med vsemi načelniki generalštaba Jugoslovanske ljudske armade, namreč od 1972 do 1979 leta je bil na položaju, na dolžnosti načelnika generalštaba, kar nam zagotovo priča, da imamo pred seboj enega generala, Slovenca, ki zagotovo je bil izjemen vojaški strokovnjak in je zelo dobro obvladoval tudi svojo profesijo, vojaško profesijo. Stane Potočar 1979 leta potem na svojo željo zaključi mandat načelnika generalštaba s tem, ker je dejansko začutil tisto potrebo, da se upokoji, in potem je v pokoju bil do 5. decembra 1997 leta, ko tudi premine. Toliko na kratko,
da rečem, o manevrih 1971. Seveda še veliko tega bi lahko razčlenjevali znotraj manevrov, samo tako, da naj povem, ko sem že prej omenil žrtve, tisto, da vemo tudi, da 386 udeležencev manevrov je bilo poškodovanih, med njimi 14 huje, tisto. 2 osebi sta med manevri zboleli za zlatenco, 11 ljudi je zbolelo za grižo, poročali pa so tudi o 26 primerih srbečice. Omenil sem tudi probleme z oskrbo enot, predvsem je bilo problematično tukaj oskrba vojakov, udeležencev manevrov z vodo, pitno vodo, saj večina objektov vodovodov je bila v tistem obdobju v okvari. In zato tudi so v vodstvu manevrov imeli upravičen prisoten strah, da bi se lahko razvila, da bi lahko izbruhnila kakšna epidemija med udeleženci manevrov in pa tudi med prebivalstvom. Dobro, zdaj, če samo omenim kot zanimivost tudi, da so javnosti bile predstavljene takrat tudi najboljše enote vojnega letalstva in pa zračne oziroma protizračne obrambe na manevrih, da tudi so te strokovne analize pokazale, da so tudi med temi enotami se pojavile težave, da je sistem tudi nadzora zračnega prostora imel težave, namreč, da so imeli konkretno težave z zagotovitvijo nadzora zračnega prostora, tisto, kar je zanimivo, pod 500 metri nadmorske višine in zato nas tudi ne preseneča, da se je pojavila težava pri prepoznavanju, vodenju in pa prestrezanju letal na teh nizkih višinah. Poleg tega pa sistem se je pokazal neučinkovit zaradi tehničnih težav, ker je deloval z zamudo. Skratka, če pogledamo in če smem s tem tudi zaključiti, manevri Svoboda 71 so bili zagotovo ena pomembna izkušnja za udeležence manevrov, za Slovence pa je bilo jasno sporočilo, kaj se bo v primeru morebitnega napada na ozemlje Jugoslavije Slovenijo zgodilo. In zato nas tudi ne presenečajo potem načrti, ki jih poznamo danes, Sutjeska 1, Sutjeska 2, kje se vzpostavlja ta prva linija obrambe nekdanje skupne države, pravzaprav, če na grobo rečemo, na Gorjancih. Hvala lepa. Najlepša hvala, minister Željko Markovič, za njegovo predavanje. Če ima kdo kakšno vprašanje, mislim, da bo veselje odgovoril. Jaz ste že rekel o neurospešnosti nacionalne sestave, da je to tradicija srpske vojaštva, pa posebej Črnogorcev je veliko, to, da je Črnogorcev malo, milijon pa še nekaj, skupaj Slovencov, približno, ne vem se, koliko jih je, Slovencev bo zelo malo, Črnogorcev zelo veliko, Slovencev bo malo. Prav jaz sem tu vprašal, kaj pa GRM glede na Krmejevo mornarico? Ali ni bilo v Krmejevo mornarici veliko Hrvatov, ki so prešatali, če lahko rečem, iz Avstro-Ogrske, potem bo je strategična Tako, je, mornaric, veste kako je pri mornarjih in pa tudi teh pripadnikih vojske kraljevine Jugoslavije je bila ena zagata, namreč
mnogi med njimi so čutili tisto zavezo prisege kralju. In z mnogimi, s katerimi sem se pogovarjal, ki so bili oficirji vojske kraljevine Jugoslavije, so rekli, da niso želeli vstopiti v vrste jugoslovanske armade, bili so pozvani ravno zaradi prisege in da ne bodo oni opravljali vojaške službe, služili pod komunisti. So se direktno tako izrazili. S tem, da pa je še ena zadeva, da lahko beremo spomine nekaterih teh oficirjev in pa pritoževanje, ki so vstopili potem v vojsko, tako kopensko vojsko ali v letalstvo ali pa v mornarico, in so se pritoževali nad odnosom v jugoslovanski armadi med oficirji, podoficirji in pa vojaki, dobro, častniki, počastniki, vojaki, tisto, da ni pravega vojaškega odnosa med njimi, ker da se preveč razvija tako imenovano tovarišija. In to jih je zelo motilo, tisto, da dejansko ne morejo vzpostaviti tistih hierarhičnih odnosov, katerih so bili prej vajeni. Tisto. In marsikdo je potem zaradi tega tudi razočarano izstopil iz jugoslovanske armade ali pa jugoslovanske ljudske armade, ko pride do preimenovanja potem decembra 1951. leta, ob 10. obletnici ustanovitve prve proletarske brigade, tisto simbolično potem preimenujejo jugoslovansko armado v jugoslovansko ljudsko armado. In zdaj, dobro, veste, res je prisotna ta tradicija, to je eno, drugo pa tudi socialne razmere, v katerih se znajdejo prebivalci, pripadniki posameznih narodov v tej skupni državi v tistem obdobju. Zanimivo je brati tudi v nekaterih teh fondih ali pa pač publikacijah, ki izhajajo v tistem obdobju po letu 1945, kako nekateri pripadniki jugoslovanske armade, podčastniki, podoficirji, se zahvaljujejo materi armadi, tisto, in pa partiji, da so mu omogočili, da je nekaj iz sebe naredil, ker drugače bi ostal on še vedno pastir nekje v Bosni, v tistih gorah. Tako. Obstajajo taki zapisi. In dejansko vidimo to hvaležnost in predanost. Zaverovanost, da je edina to bila njegova možnost, da se izvleče iz tistega okolja ven. In zato recimo pride do tega, da je toliko, da rečemo, iz nekih okolij potem zaposlenih, aktivnih pripadnikov v vojski. Pri Slovencih ni bilo toliko popularno iti v vojaške poklice, ker so imeli druge možnosti. Tisto, kar sem v začetku omenjal, te razprave po posameznih republiških vodstvih, tudi to lahko je zanimivo z tega stališča, nacionalna, narodnostna zastopanost v posameznih narodov v jugoslovanski ljudski armadi v oboroženih silah. Dostikrat se recimo opozarja na Hrvaškem, v Sloveniji, delno tudi v Srbiji, tisto, koliko prebivalstva odide, zapušča svoje kraje in gre v tujino, migrira. In da je tudi to ena od težav, zakaj ne morejo pridobiti potem mladi kader v vrste vojske. Da tudi tukaj potem je primanjkljaj tiste kritične mase, ki bi prišla. Slovenija seveda kot najrazvitejša republika je dajala mladini tudi ogromno drugih možnosti, da bi se našla zaposlitev. V teh pač revnejših predelih skupne države pa so iskali neko možnost, da lahko se bolje prosperira v življenju, da gredo na vojaške šole in se zaposlijo v vojski, in pride potem do teh razkorakov potem v narodnostni strukturi. Lahko beremo tudi v fondih teh raznih komisij pri Centralnem komiteju Zveze komunistov v Sloveniji ali pa v teh odborih
komisijah za splošno ljudsko obrambo, pri Socialistični zvezi delovnega ljudstva. Tudi kakšne napore je treba vlagati, da se popularizira vojaški poklic v Sloveniji in da se pridobi mladino za šolanje. Eden takšnih ukrepov zagotovo je bil tudi potem v 70-ih letih, ravno v tem obdobju 70-71, 1970-1971, tisto vzpostavitev vojaške šole na slovenskem ozemlju. Vemo, vojaška gimnazija oziroma, kot se imenuje potem splošna srednja vojaška šola Franz Rozman Stane. Prioriteta je bila šolanje mladih fantov slovenskega ozemlja, ki bodo potem nadaljevali šolanje na vojaških akademijah. Zato je tudi splošna srednja vojaška šola bila. Imela je tako, tudi na koncu so upravljali maturo, tudi v obdobju usmerjenega izobraževanja. In prioritetno se je pošiljalo potem te, ki so zaključili šolanje na tej šoli, oziroma, tako rečem, ker smo zaključili, potem na Vojaško akademijo kopenske vojske v Beograd. Posebej je bilo potrebno napisati prošnjo, izraziti željo, če si želel na kjeri drugi vojaški akademiji nadaljevati svoje šolanje. Tako da vidimo tisto potem tudi enega od teh načinov, kako pridobiti mlad kader za potrebe vojske in s tem, da bi se nekako skušalo uravnotežiti ta odstotek narodnostne sestave v jugoslovanski ljudski armadi. Seveda so bili poskusi, tudi veliko fantov je bilo mladih fantov poslanih na služenje vojaškega roka v šole rezervnih oficirjev. Recimo znamenita Bileča, tisto se tudi vzpostavi šola rezervnih oficirjev v Ljubljani, na območju današnje vojašnice Slovenske teritorialne obrambe, takrat vojašnica Borisa Kidriča, v Šentvidu na območju Škofovih zavodov, danes Zavoda svetega Stanislava in tako naprej. In so računali, da morda pa kdo od njih, ko zaključi šolanje v šoli rezervnih oficirjev, bo nadaljeval svojo poklicno pot kot oficir jugoslovanske ljudske armade. S tem, da so za njih predvideli nekakšno karierno pot, nekje, da dosežejo čin majorja. Lahko, da bi kdo presegel ta čin, ampak načeloma naj bi prišli do tega čina na tej svoji poklicni poti. Tisto, če bi se odločili za nadaljevanje potem svoje kariere. Upam, da... Posebej se mi tudi zelo pomembna ta realizacija iz armad, posebej tudi na 9. armada sedeža v Ljubljani, na ta vojaška območja, ki potem je vpetlo recimo v Zagrebu. To je popolnoma jasno, če lahko poveste, zakaj se je šlo. Ja. Lahko samo na kratko, v sestavku, če lahko, gospod direktor, omenim. 9. armada je dobila svojo številko, oziroma takrat se je šlo na ta republiški princip vzpostavitve armadnih območij. In imamo divizijska ta organiziranost vojske. 9. armada v spomin na 9. korpus dobi številko 9. Pokriva slovenski teritorij, ampak potem, ko sem rekel 1968. leta, pride do te reorganizacije vojske, se vzpostavi 9. armada in ta organiziranost v grobem velja do 1988. leta. Vemo, v 80. letih admiral pred kratkim umrl Branko Mamula, tisto kot zvezni sekretar za ljudsko obrambo že pride na to idejo, da bi bilo potrebno reorganizirati vojsko in vzpostaviti potem neko korpusno ureditev in pa vojaška območja, tisto pa bojevališča vzpostaviti in 5. vojaško območje pokriva severozahodno bojevališče.
To je tisto, kar je zanimivo, veste, tudi ko se dostikrat pozablja, kakšna perspektiva je za jugoslovansko ljudsko armado vojna za Slovenijo ali pa v Sloveniji 1991, to je perspektiva bojevališča, ne bojišča. Slovenska stran, naša teritorialna obramba, milica in druge strukture, pa dejansko imamo vojskovališče tukaj. Tako da mi pokrivamo celoten naš državni teritorij. In takrat se potem vzpostavi 14. korpus, 31. korpus v spomin na divizije, tisto 14. divizijo, 31. divizijo in tako naprej, s tem, da pa seveda so pa del slovenskega ozemlja na jugu malce odkrhnili in so ga postavili po 13. korpus s povestvom na reki, tisto. Skratka, če pa nekako v grobem, tisto, ampak to spet morda jam ali pa tudi ne, če se pogledajo meje, cone odgovornosti 5. vojaškega območja, oziroma severozahodnega tega bojevališča, in pa meje, ki so bile zagovarjane s programom Velike Srbije, tisto skoraj da se pokrivajo, se pravi Virovitica, Karlovac, Karlobag, tisto malce je odmika, ampak da ni čisto copy-paste, tako. Prosim. Če ni več vprašanj, še enkrat hvala za vaš obisk, tebi videti za predavanje. Če da bodo mudno vabili na naše naslednje dogodke.